Pozdravljeni vrtičkarji, moje ime je Igor Donkov in jaz sem drugi del ekipe Zeleni svet. Ponavadi vidite Davora Špeharja, ki pri nas naredi največ vsebin. Jaz delam druge stvari in ponavadi jaz stojim za kamero in snemam, ampak danes bom pa jaz predstavil eno vsebino. In sicer govoril bom o mikrozelenjavi. Ker jaz nimam vrta in živim v bloku, sem se zdaj tudi ljubiteljsko začel malo ukvarjati z mikrozelenjavo in vzgojo kalčkov, ki jih lahko gojimo tudi doma. S tem se zdaj ukvarjam približno 4 leta ljubiteljsko in sem se naučil že kar nekaj stvari in danes bom nekaj tega znanja delil z vami. Zdaj, mikrozelenjava ni preveč zahtevna za pridelavo, ampak vseeno je tu nekaj stvari, ki jih je treba poznati. In pa potrebujemo tudi neke osnovne opreme. Kot prvo rabimo nek rastni medij. To je lahko zemlja, lahko je pa to tudi posebna podlaga, ki se uporablja prav za mikrozelenjavo. To je kot en tak tepih, ampak zna biti te stvari malo drage, tako da jaz zaenkrat uporabljam kar zemljo. Idealno je tudi, če se malo zmeša s perlitom, da bolje zadržuje vlago. Rabimo pa tudi en pladenj oziroma eno podlago, kamor to damo. Jaz uporabljam kar ene take navadne pladnje, ki so ostali iz trgovine, kjer je bila hrana. Seveda jih dobro očistim najprej in potem v to nasujem zemljo in na to zemljo potem posujem semena. Seme pa ne sme biti kar katerokoli, namreč za vzgojo mikrozelenjave se uporabljajo posebna semena. In te so namenjene prav vzgoji mikrozelenjave. Značilnost teh semen je, da ponavadi bolje kalijo kot običajna semena. Poleg tega so pa bio in predvsem niso tretirana z nobenimi dodatki, ker običajna semena, ki se uporabljajo za vzgojo sadik za vrt, so velikokrat tretirana proti raznim boleznim, proti plesnim in ta kemija v roku par mesecev v zemlji razpade in ne škodi. Ampak takšna semena pa za vzgojo mikrozelenjave niso primerna, ker bi vsa ta kemija ostala noter in rastlina je zelo mlada, ko jo pojemo, tako da moramo imeti posebna semena za mikrozelenjavo. Poleg tega je pomembno tudi to, da je rastni substrat, zemlja oziroma podlaga, kjer mi gojimo mikrozelenjavo, da je tudi ta čista, ker v bistvu ta semena, ti kalčki, oni srkajo vodo iz tukaj, in če podlaga ni v redu, to direktno zaužijemo tudi mi. Ne samo, da bo škodilo mikrozelenjavi, ampak tudi nam, ki to uživamo, ki te zelo mlade rastlinice uživamo. Zdaj uporabljamo lahko različna semena, ponavadi so to rukola, gorčica, vrtna kreša, redkev, brokoli, pšenica, grah, fižol in podobno. Teh semen je veliko in tukaj je najbolj kar preizkušati, da tudi vidite, kaj vam najbolj paše. Je pa okus zelo dober, običajno zelo izrazit in se že pri tako majhni rastlinici čuti ta vrsta, ki uživate. No, in kot vidite za mano, jaz imam doma en tak zasteklen prostor, kot nek zasteklen balkon in tukaj sem jaz dal police, kjer lahko ta mikrozelenjava raste, ker dobi več svetlobe. Poleg tega sem pa jaz dodal tudi še nekaj luči, ki še dodatno pomagajo, da dobijo te rastlinice dovolj svetlobe. Sploh v zimskih mesecih, ko je sonca manj, ko svetlobe manj, pomaga, če še malo dodamo luči, da se lahko te mikrozelenje hitreje zraste in da bolje raste. No, za mikrozelenjavo se lahko uporabljajo različne luči, ampak najbolje je uporabiti takšne, ki porabijo malo elektrike, malo energije. Običajno so to LED luči. Zdaj bolj profesionalni uporabniki pa uporabljajo tudi bolj zmogljive luči, bolj konkretne luči. Tukaj, če pogledamo pri meni, uporabljam par tipov teh lučk. No, tlele so najprej ene prve, ki sem jih kupil prek Amazona. So ene take lučke, ki so v bistvu povezane na USB in imajo tudi tak timer, časovnik, da se tudi lahko naštima čas, koliko časa gorijo. No, te lučke naj bi imele prav celoten spekter, ki ga potrebuje rastlina, se pravi, emulira dnevno svetlobo, ker sonce ima celoten spekter svetlobe, luči, medtem ko običajne luči, tle sem dal pa eno tako običajno luč, ki se ponavadi uporablja za osvetljevanje prostorov, garaž, kakorkoli.
tole pa nima celega spektra, ampak pri mikrozelenjavi to ni tako pomembno, ker v bistvu je rastni cikel zelo kratek, gre za drugo fazo rastline, prva je kalček, druga je ta mala sadika in potem raste naprej. Tako da v tem primeru ni tako pomembno in jaz tudi malo eksperimentiram, kako se kakšna luč obnese. Zdaj tlele gor ima pa še ene druge luči, ki so takele, da si jih lahko kar prišaufa kot navadno žarnico, tlele tudi ena gori in tale ima prav tako cel spekter svetlobe in v bistvu je idealna recimo za vzgojo sadik in tako naprej. No, obstaja pa take tudi še bolj profesionalne luči, ki pa jih uporabljajo prav profesionalni pridelovalci. Tlele lahko jaz nastavljam jakost in ta ima prav tako cel spekter, ki ga potrebuje rastlina. Ampak to luč običajno, tale malo več elektrike porabi, tako da običajno uporabljam to samo, če kakšne sadike vzgajam, ne pa mikrozelenjavo. Potem imam pa jaz vse skupaj povezano še na eno tako vtičnico, ki ima časovnik noter, tako da se luči avtomatsko prižigajo vsak dan. Zjutraj si prižgejo in potem proti večeru se to ugasne. Idealno je nekje, da tam 12 pa do 16 ur rastlina dobi svetlobe. Ni pa treba, zdaj, če je dovolj dnevne svetlobe, se lahko te stvari tudi ugasne, ampak trenutno, ker je bolj oblačno vreme, pa jaz uporabljam kar te lučke. No, ko smo pripravljeni, potem gremo vzeti naša semena in posejemo to v pladnje, kjer imamo tale rastni substrat. To naredimo tako, da v bistvu semena posejemo čim bolj enakomerno, da ni kupčkov, da ni lukenj in podobno. Če se kakšen kupček pojavi, lahko tudi z roko malo poravnamo. Gledamo pa, da semena niso pregosto posejana ali pa tudi preveč redko, ker če so semena preveč na gosto posejana, potem ne bo zračenja med temi rastlinicami in to ne bo dobro, lahko se zadeva usmrdi. Če pa je preredko, potem ni podpore med rastlinicami in se lahko te sadike pač povesijo. Je pa tukaj treba tudi upoštevati velikost in pa vrsto semen, ki jih sejemo. Zdaj, večja semena jih ne sejemo toliko veliko, medtem ko nekaj so zelo drobna in teh lahko posejemo malo več. Potem vse skupaj dobro zalijemo. Jaz uporabljam kar eno tako ročno pršilko na pritisk. Tole napumpam in potem zalivam. Pri tem malo pazim, da lepo zalivam in da ni prevelik pritisk, da ne bi premikal semen po pladnju. Zdaj, ko sem jaz to dobro zalil, odnesem to v kopalnico, ker tam je pri nas doma največ teme čez dan. Poleg tega pa dodatno te pladnje še pokrijem s krpo, da zablokiraš še kaj več svetlobe, če se prižiga luči. Tako da prvih nekaj dni imamo takole idealno, da so semena nekako v temi, dokler ne zraste in potem jih odnesemo na svetlobo. Se pravi, po nekaj dneh, vmes še kdaj zalijemo ta semena po potrebi, dokler ne začnejo konkretno kaliti, in potem se odnesejo na police, kjer bodo te male mlade rastlinice rasle. Tukaj jih ponavadi vsak dan še malo zalijem, včasih manj, včasih več, odvisno po potrebi. S to razliko, da zdaj pa ne zalivam več s tole pršilko, ampak zalivam po vrhu pladnja. To naredim tako, da imam tukaj eno flaško in enostavno zelo nagnem pladenj pokončno in potem zalivam zgoraj, tako da v bistvu ne močim več rastlin, ampak želim namočiti samo zemljo. In ker je nagnjen, v bistvu bo ta voda stekla dol in bo po celem pladnju se razporedila. Če bi uporabil pršilko, je večja možnost, da se potem kakšna plesen razvije, ker so rastline mokre, tako da predlagam to drugo metodo, da se zaliva zemljo, ne pa samih rastlinic. Zdaj, kar se vode tiče, je dobro, da je ta sobne temperature, da ni vroča, da ni preveč mrzla, ker potem bi mikrozelenjava, to mikrozelenje doživelo temperaturni šok. Poleg tega se pa priporoča tudi, da voda, ki jo natočimo iz običajne pipe, da odstoji vsaj 24 ur, lahko tudi kaj več, tako da iz vode lahko izhlapi klor, ker klor za rastline ni dober. Sicer res, da ga ni prav veliko, običajno v naši vodi, ampak nekaj ga je, tako da je dobro natočiti nekaj te vode ven in jo potem pustiti, da odstoji, da klor izhlapi. Drugače pa konkretno, pri nas doma, jaz gojim mikrozelenjavo samo v hladnejših mesecih,
To je nekje od oktobra pa tam do aprila, maja, ker v toplih mesecih je temperatura previsoka in enostavno začne prihajati do smrad se pojavlja, ne. Verjetno je razlog tudi ta, ker uporabljam zemljo. Če bi imel kakšen bolj čist substrat, tega problema verjetno ne bi bilo. Nisem še probal, ampak ker ima zemlja vse neke te organske, lahko tudi več te organske snovi, potem prihaja tak vonj. Tudi semena sproščajo encime, ko se pač odpirajo, ko rastejo, tako da vse to povzroča neke vonje. In če je toplo, riskiramo, da bo več teh vonjav, tudi več je šans, da se vse skupaj pokvari, da se usmrdi. In če se nam pridelek usmrdi, če ne izgleda dobro, je treba tak pridelek zavreči. Gledamo tudi, da se ne pojavlja plesen, ampak tle je treba ločiti, Zdaj te mlade rastlinice, ko jih ponavadi mi damo iz teme ven, naredijo eno tako, vidimo lahko eno tako belo, kot eno belo mrežo, belo zelo fino peno in to izgleda malo kot plesen, ampak tole ni plesen, to so dejansko take zelo drobne in fine koreninice, ki jih rastlina požene. Če je plesen, je ponavadi ta bolj sive barve, umazane bele barve in tudi vonj je drugačen, tako da tle moramo paziti, da ne zamešamo, da ne zavržemo zdravih rastlin, ampak da razumemo, da so to koreninice in da je tukaj vse v redu. Mikrozelenjavi glede temperature nekako najbolj ustreza tam temperatura med 16 in 25 stopinj. Če je preveč hladno, bodo počasneje rastle, če je prevroče, imamo te druge probleme. No, ampak ker dokler še ni zime, in včasih, če vseeno se pojavlja kakšen vonj preveč močen, jaz dam to mikrozelenjavo, te pladnje kar ven na balkon. Dokler niso temperature prenizke, je tudi to čisto v redu in jih imam tako od zunaj pod streho. Svetlobe še vedno dovolj in enostavno se bolj zrači tam zunaj. No, na koncu, ko ta mikrozelenjava zraste in tukaj za mano vidimo, da so v bistvu te rastlinice že kar praktično pripravljene, skoraj da jih poberemo. Odnesemo ta pladenj z mikrozelenjavo v kuhinjo in vzamemo škarjice in enostavno postrižemo te rastline stran. Primemo gor, postrižemo spodaj in jih damo najbolj v eno posodo in na koncu vse to dobro speremo tudi pod vodo, še posebej, če smo to gojili v zemlji, tako da če so kakšne nečistoče, da to odpade, da se to speremo enkrat, dvakrat, in potem dobro odcedimo to. In pa damo v take plastične vrečke, lahko tudi plastično posodico. Super je, če to lahko tudi zapremo, v glavnem odlijemo vsako odvečno vodo in to damo potem lahko v hladilnik. Zdaj, tam bo mikrozelenjava lahko zdržala v hladilniku, tako lepo shranjena in zaprta kar nekaj časa, ponavadi sigurno en teden, tudi 2 tedna, pri meni je bil rekord 3 tedne, da je bila še vedno užitna ena taka mikrozelenjava, ki sem jo takole spravil. Tako da ima potem ta svež pridelek, nas počaka, ko ga rabimo, enostavno vzamemo ven. Jaz ga največ uporabljam tako, da ga dam na solato, včasih se dodaja tudi lahko kot neka dekoracija različnim jedem. Ker pa je mikrozelenjava zelo zdrava, ima ogromno enih hranil, je ne samo, da je okusna, ne samo, da lepo izgleda, ampak dejansko tudi lahko na ta način poskrbimo za svoje zdravje, če to vnesemo v svoj jedilnik. Tako, to je bil kratek nasvet o vzgoji mikrozelenjave. Če vam je prispevek všeč, vas vabim, da všečkate, da komentirate, če imate kakšno vprašanje, napišite. Tukaj je tudi povezava do celotnega članka, kjer je še nekaj več, vsem skupaj piše. In pa vabim tudi vas, da morda sami poskusite z vzgojo mikrozelenjave. Morda vam bo všeč, morda vam bo okusno, sigurno bo dobro za zdravje. Tako da želim vam lep dan in lep pozdrav.